Kakšen efekt ima na nas začetek dneva, kjer najprej pograbimo telefon, pogledamo maile, pogledamo Instagram, odpremo videe tistih smešnih muck, ki jih je poslala sodelavka včeraj zvečer. Kakšen domino efekt ima to na naš dan, na naše počutje, na naš nivo energije, na konec koncev tudi na naše zdravje? Odgovorila bo psihoterapevtka Martina Medved. Pozdravljena. Pozdravljena. Ja, če čisto poenostavljeno povem, to je isto, kot da bi se ti zjutraj zbudila, pa si ne bi umila zob, pa bi šla pač v svoj dan. Torej, začneš svoj dan na nek očiščen način. In takoj zjutraj imamo mi največ fokusa, največ jasnosti. Takrat bi si morali vzeti teh par minut samo zase, brez drugih. In na ta način razpršimo svojo energijo. Čez dan je možno, da bomo imeli manj koncentracije, hitreje nas bo vse vznemirilo, hitreje bomo zapadli v konflikte, pademo v ta mehanizem boj ali beg. To je ta preživetveni način, ki se nam vklopi, ko pademo v stres. Se pravi, bo tudi hrana slabše prebavljena, ki jo bomo pojedli, več bomo hrepeneli po sladkorju in po slanem. Na koncu koncev misliš, da tudi več kave spijemo zaradi tega, ker je že takoj zjutraj? Potrebuješ neke druge močnejše dražljaje, da te vrnejo nazaj k sebi. Wow, noro, kakšno moč lahko ima neka fajn jutranja rutina. In zato pa pravim, dajmo mi izkoristiti resurse, ki so že v nas. Saj ne potrebuješ nobenega predznanja, nobene ekstra priprave za to. Samo daj, obrni se vase in poskusi. Se pravi, zjutraj se zbudimo, umijemo zobe, ščetkamo jezik, spijemo nekaj vode. Kaj pa potem? Potem pa hitro eno meditacijsko prakso, zdaj bodi si leže, nekateri raje to prakticirajo v ležečem položaju, nekateri pa tudi sede. Pač fajn je, da ne zaspimo, nekateri pa raje meditirajo zvečer, ravno zato, da jih to potem zaziba ven lahkoten spanec, pa da se prečistijo od vseh teh misli in toksičnih občutij in to vse, kar so pa pokasirali tekom dneva. Verjetno bi bilo najbolj optimalno zjutraj pa zvečer, ne? Absolutno. Ampak ko nekdo reče, nimam časa za oboje, v redu, daj si vsaj nekje umesti v svoj dan, saj se da teh 10-15 minut vzeti. Ker je volja tudi pot, kaj ne da? Ja. Kaj pa, mislim, tudi meni se to kdaj zgodi, da tudi na WC ne greš brez telefona. A je pomembno, da imamo tistih nekaj minut ali pa trenutkov, da smo brez? Ker človek si potem misli, pa ne bom tam v restavraciji, zdaj pa ajde grem na WC, pa zdaj še tole vse skupaj zrihtam. Ja, mi smo se naučili tako živeti, ni pa to primarno v človeku. In tukaj bi rekla, da ja, dajmo si vzeti teh nekaj minut, saj ne bomo nič izpustili, Zemlja se še naprej vrti v enako smer. Človek je potem skozi v občutku, da nekaj zamuja. Evo, pa smo tam. Danes smo za vas pripravili še številne druge, preproste, kratke, koristne, predvsem pa uporabne nasvete, ki jih ne boste samo gledali in o njih poslušali, ampak prenesli v svoje življenje. Zato smo jih skreirali, ne za zabavo, zato, da jih prenesete v svoj vsakdanjik. In danes vam dam izziv, katero stvar, ki jo boste še slišali, pa ste jo že slišali, bi lahko začeli početi že danes.